En lep pozdrav sem skupaj, Mihael Žmaher tukaj iz duhovnega telea Potovanje duše. In danes imam za vas en čudovit video, v katerem vam bi rad pomagal, kako okrepiti manifestacijsko moč. To se pravi tisto moč, s katero neke stvari naredimo v življenju, tisto moč, s katero hitreje pridemo tja, kamor si želimo priti, in tisto moč, s katero ljudje kreiramo svoje poslanstva, svoje okoliščine, svoje odnose in tako naprej. Tako da danes bi vam rad zaupal 3 točke, 3 korake, ki vam bojo zelo koristili, sploh pa v teh turbulentnih časih, kjer je mnogo nedorečenosti, kjer so mnogi ljudje prestrašeni, se mi zdi še toliko bolj pomemben, da se ljudje nazaj vrnemo v svojo energijo, v tisto točko, iz katere v resnici ustvarjamo, ne. Tako da verjamem, da vam bo ta video danes pomagal, ne glede na to, kakšne načrte imate, ne glede na to, kakšne cilje, vizije, poslanstva imate za svoje življenje, dobro prisluhnite, zaradi tega, ker vas bo dejansko te 3 točke, ki vam bi jih rad zaupal danes, potisnile naprej. Evo, ura je 12:30 ponoči in danes snemam ta video zelo pozno, zaradi tega, ker so energije v zraku mirne. Tako da en nasvet, mogoče vam bi dal že kar na začetku, da ko delate manifestacijske meditacije ali pa delate kakršnekoli naročila vesolju ali pa delate kakršnekoli iniciacije, želja in tako naprej, dajte jih delati v nočnih urah, v večernih urah, zaradi tega, ker takrat kolektivna energija spi, sosedje spijo, cela država spi, ozračje je čisto, visoko frekvenčno ozračje je, to se pravi, te zračne mreže so hitro delujoče in bo vaša manifestacija veliko hitreje dosegla svoj namen, kot pa v nekem delovnem modu, v nekem delovnem ritmu, ko je cela država na nogah, ne. Tako da evo, to je tudi eden izmed razlogov, zakaj zdajle snimam ta video, ne. Okej, zdaj pa gremo. 3 točke. Prva točka je, nujno se ločite od okolice v tem trenutku. Trenutno je obdobje v Sloveniji zelo intenzivno, ampak ne pozitivno intenzivno, ampak precej negativno intenzivno. Mnogi ljudje so zapadli v strah, mnogi ljudje so v paniki, vsi vidite, da ene čudne informacije krožijo okoli, mediji dostikrat poročajo o takih informacijah, ki je včasih boljše, da jih ne poslušaš. In je vsa stvar trenutno, celotno okolje, v katerem živimo, je zelo nepodpirajoče za manifestacijo, ne. Mnogi ljudje so ujeti v neke svoje strahove, v neko svojo paniko in v takšni energiji ljudje ne moremo manifestirati. To se pravi, če želimo mi nazaj stopiti v tisto svojo manifestacijsko energijo, se moramo glede na situacije, ki se trenutno dogajajo v naši državi, ločiti od okolice. To se pravi, zaprite te zunanje linke, kjer lahko drugi ljudje za temi strahovi in dvomi vplivajo na vas. Na vašem mestu bi zelo omejil branje, prebiranje, poslušanje novic, zaradi tega, ker mnoge izmed njih niso pozitivne, mnoge izmed njih niti niso resnične. Tako da bi vam zelo res tukaj svetoval, da zaprete ta informacijski link, potem zelo pozorno pogledajte, s kom se družite. Če se že družite z ljudmi in preživljate večere in čas z njimi, potem poskrbite, da so to ljudje, ki so pozitivni, ki so manifestacijsko naravnani, ne uničevalno naravnani. Zaradi tega, ker zadnje čase veliko ljudi opazujem, ki hočejo uničiti občutek varnosti, hočejo uničiti občutek miru, hočejo uničiti občutek svobode, ne, to glih niso misli, ideje, vplivi, ki jih hočete imeti v svojem življenju, če želite zgraditi neko veliko srečno zgodbo, ne. To se pravi, poglejte, kateri so ljudje, ki vas podpirajo, katerim zaupate, kateri so naravnani svetlobno in kateri so naravnani kreativno. To se pravi, da ustvarjajo, da imajo nove informacije, ki so resnične, da si želijo, da je jutrišnji dan boljši, bolj uspešen, bolj napreden, kot je današnji, ne. Takšne ljudi poiščite okoli sebe. To se pravi, to je prva točka. Nujno se trenutno ločite od kolektiva v naši državi. Mogoče v tem primeru to, ko pravijo, da se moramo malo osamosvojiti oziroma osamiti, no, če dam pravi izraz, je kar fajn. Zaradi tega, ker boste na tak način lahko prišli v družbo pravih ljudi, na takšen način boste lahko prišli do tega dušnega miru, ki ga potrebujete za manifestacijsko energijo, ne. Okej, to se pravi, to je prva točka. Druga točka, več energije namenite polnjenju samega sebe.
Zaradi tega, ker morate razumeti, da če želimo ljudje v življenju ustvarjati, moramo biti energijsko močni, moramo biti energijsko prodorni, moramo biti sposobni priti od točke A do točke B in ob tem nekatere napore prenesti. Moramo biti sposobni vlagati energijo, svoj čas, svoj denar, svoje razmišljanje, pač v tisto, v kar verjamemo. In zato rabimo energijo, zato rabimo moč. Mi ne moramo biti manifestacijsko prodorni, če nimamo energije znotraj sebe, če nimamo energijske moči znotraj sebe, ki nam buta ven čez besede, čez držo telesa, čez govor in tako naprej. Veliko ljudi, na primer, si želi v življenju ustvarjati, ampak so tako na pol mrtvi. To se pravi, ti ne moreš z energijo, ki je nizka, ki je počasna, ki je zmedena, ki je šibka, ne moreš pričakovati, da lahko s takšno energijo ustvariš velike cilje ali pa dosežeš velike cilje, ne? To se pravi, da rabimo biti ljudje vibracijsko oziroma energijsko močni, zato se rabimo napolniti. Vsi veste, da vas prazen krožnik ne nasiti in vsi veste, da prazna vreča ne stoji po koncu. To so takšni slovenski pregovori, kjer se ta točka res potrjuje. Tako da vam svetujem, da si vzamete čas zase in se napolnite tam, kjer se vi rabite napolniti. To se pravi na stvarih, ki vas veselijo, na stvarih, ki vas sproščajo, na stvarih, ki vas motivirajo. Berite knjige, ki na vas delujejo spodbujajoče. Jejte hrano, ki vas dejansko nahrani in napolni celično, ne samo vaše čustva, ampak celično, da bo vaše telo reklo, ful ti hvala, ker si pojedel ta krožnik hrane, ker mi je res pomagal. Pejte na zrak, pejte k vodi, pejte v gozd, zaradi tega, ker imate zemlja trenutno ima res močen naboj. Najverjetneje ste opazili, da odkar se je kolektiv v Sloveniji malo umiril, da je zrak čistejši, da so gozdovi čistejši, da so reke čistejše, izkoriste to, pojte k tem naravnim virom energije, preklopite se na njih, delite z Lady Gaga, boste videli, kaj se vam bo zgodilo v psihi, kaj se vam bo zgodilo v čustvih. Umirili se boste, spočiti boste, manj spanja boste rabili, vse se vam bo dvignilo. To se pravi, ta življenjska energija se vam bo dvignila, ne? In boste tudi pozorni, da imate v življenju dosti prostega časa zase, da imate v življenju dosti prostega časa za svoje hobije oziroma za stvari, ki jih obožujete, ne? Kristi ima, naprimer, včasih, ko rabi čas zase, ima eno aplikacijo in ima gor neko igrico, neko miselno igrico, ko mora nekaj sestavljati. In takrat njemu možgani 120 ur delajo, ampak on vedno, ko rabi tistih par minut časa zase, se priklopi na igrico in začne igrati. To se pravi, ne vem, če imate vi kakšno takšno stvar v življenju, dajte jo uporabiti. Ne v življenju samo razmišljati, kaj treba narediti, ne samo razmišljati, kateri je vaš naslednji korak, komu kaj, dajte sebi tisto dozo energije, kar rabite. Boste videli, boste veliko bolj srečni in boste veliko hitreje prišli tja, kamor si želite, ne? Natankan avto pride na cilj. Avto, ko ima pa prazen tank, se pa sredi avtoceste ustavi, ne? Tako da tega ne pozabite. To je bila druga točka. Tretja točka pa je, naučite se osredotočiti svoj Če želimo biti ljudje manifestacijsko močni, se moramo naučiti biti osredotočeni. To se pravi osredotočeni na svoj cilj, osredotočeni na svojo namero. Moramo biti sposobni držati mentalni in čustveni in fizični fokus v tisti smeri, v kateri pač moramo delovati. Zdaj pa gledajte, opazil sem, da je eden izmed kolektivnih vzorcev, ki ruši manifestacijo, ta, da so ljudje zelo zmedeni. To se pravi, da delajo 1500 stvari naenkrat, ali pa da zelo hitro odnehajo, ali pa da imajo izziv za odnehanjem, ali pa si zelo hitro premislijo. Včasih, na primer, pride na kakšno mojo meditacijo ali pa na kakšen tečaj kakšna punca, ki išče fanta in potem ta punca menjuje fante na 2-3 mesece, ne? In v bistvu nikoli niti ne da vezi možnosti, da bi uspela, ker ne vztraja v njej, ker si ne dovoli spoznati partnerja na vse možne načine, ne? Ali pa včasih vidim kakšne ljudi, ki naprimer hočejo napisati knjigo, ne? Jaz sem sam pisatelj in potem dostikrat govorim na svojih tečajih o pisanju knjig in potem inspiriram druge ljudi z tem govorjenjem. In dostikrat kakšen človek reče, jaz bi pa rad zdaj napisal knjigo. In mu rečem, daj napiš knjigo, absolutno napiš knjigo, ker verjamem, da imaš dobro knjigo v sebi. No, potem pa vidim, da si tak človek 3-krat, 4-krat, 5-krat, 6-krat, 7-krat premisli glede naslova knjige, pa kaj bi pisal, pa zakaj ne bi pisal, pa kdaj bi pisal, pa koliko debela bo knjiga. No, glavno na takšen način nobena knjiga ni napisana. Knjiga, na primer, če hočemo ljudje napisati, se začnemo pisati in potem jo spišemo, to se pravi prva stran, druga stran, tretja stran, četrta stran, 50. stran, 100. stran, 120. stran, 200. stran in tako naprej.
In to pomeni, da dneve in dneve in tedne sediš za računalnikom in pišeš in vztrajaš in si osredotočen na zgodbo in na point, ki ga želiš narediti. In čisto vsaka stvar na tem planetu se uresniči na takšen način. To se pravi, da smo mi energijsko osredotočeni na njo. Morate biti pozorni, da imate fokus na tisto, kar želite doseči, zaradi tega, ker tisti trenutek, ko vi v glavi ustvarite željo, kaj želite narediti na tem planetu in v svojem življenju, v tistem trenutku začne vesolje, to se pravi vaši duhovni vodniki in angeli in kreator in narava, začnejo graditi manifestacijski načrt. To se pravi energijski manifestacijski načrt, s katerim bojo podprli vas in preko katerega bojo v vaše življenje začeli dostavljati rezultate, ki si jih želite. Zdaj pa gledajte, če vi v ponedeljek postavite si en fokus, to se pravi, se odločite neko stvar, kaj boste v življenju naredili, in začne v ponedeljek vesolje za vas pripravljati manifestacijski načrt v ozadju, potem si pa vi v torek premislite, mora začeti vesolje v torek na novo postavljati manifestacijski načrt. To je problem, če nimamo fokusa, zaradi tega, ker non-stop rušimo manifestacijsko infrastrukturo, preko katere se nam lahko neka stvar uresniči. Zaradi tega je fajn držati fokus, zaradi tega je fajn biti osredotočen na to, kar počnemo. Jaz vem, jaz sem imel tukaj včasih lekcijo držati fokus, zaradi tega, ker imam jaz na primer zelo hitre misli in mi zelo hitro novi projekti skačejo v glavo, in preden sem jaz neko stvar prizemljil na planetu Zemlja, se mi je že spremenila ideja, kar bi jaz počel. In zdaj verjamem, da nekateri gledate tale video in se vam mogoče malo nasmiha, zaradi tega, ker ste prepoznali sebe v teh besedah. Hvala Bogu, da ste kreativci, hvala Bogu, da imate 1001 idejo in zelo spoštujem to, in to je nujno potrebno, če želite v življenju delati nove stvari. Je pa tudi nujno potrebno, da se ljudje znamo umiriti in da se znamo fokusirati. Tako da vse te ideje, ki jih imate vi v glavi in imate zdaj občutek, da jih boste zamudili, če jih ne boste začeli ta trenutek uresničevati, istočasno pa veste, da ne morete 10 stvari naenkrat delati zaradi tega, ker ste pač vi samo en človek. Vse te ideje vi zapišite na list papirja, in to je energijska vaja. Zapišite jih na list papirja in zaprite oči, pokličite vodnike, angele, prosite, da blagoslovite list papirja, prosite, da blagoslovi pisalo, katerega držite v roki, in vse te ideje, vse te zamisli, vse te ideje za podjetja, za knjige in kaj boste vi naredili, samo zapišite. In prosite, da te ideje ostanejo aktivirane na listu papirja, vse dokler vi ne boste našli zemeljskega časa za to, da se jih lotite uresničevati. In te ideje ne bojo šle nikamor in teh idej vam nihče ne bo oduzel, ampak vas bojo čakale. Če boste vi resno vzeli si čas in samo zapisali ideje in prosili vodnike, da vam jih naj pomagajo uresničiti v prihodnosti in vam naj povejo, kdaj je pravi čas za njihovo uresničevanje, evo boste videli, da bojo vse ideje dobile svoj čas in svoj prostor. Tako da, to so tri točke, 3 nasveti, ki vam bojo res pomagali dvigniti manifestacijsko moč. To se pravi, nujno se trenutno ločite od okolice, od kolektiva in se začnite ukvarjati sami sabo. Druga stvar je, več energije namenite polnjenju samega sebe. In tretja stvar, naučite se osredotočiti in izbrati neko stvar in jo zagrabiti in držati, vse dokler ne bo speljana. To se pravi, te 3 koraki so nekaj, kar vam lahko pomaga dvigniti manifestacijsko moč. Imam pa še nekaj, kar vam lahko pomaga dvigniti manifestacijsko moč, in to je, da se v našem duhovnem ateljeju ves čas razvijamo. Ves čas gremo nov nivo, ves čas iščemo nova obzorja, ves čas iščemo nove načine, kako lahko vam pomagamo v življenju dobiti tisto, kar si vi želite, in se naučiti znanja, ki se jih želite naučiti. Zato smo se prestavili online. Zato smo začeli delati nekatere tečaje, nekatere meditacije, nekatere programe online. In prišli so čisto novi produkti in prvi nov produkt se začne že zdaj v začetku aprila in Kristi začne z njim, in to je prav posebna ekskluziv skupina, online skupina, v katero se še imate čas priključiti in lahko začnete delati s Kristi 1 leto. To se pravi, 1 leto je ta skupina, lahko tudi kak mesec spustite ali pa sem se za 1 mesec priključiti, ampak res vam svetujem, da zdaj v aprilu se priključite tej skupini, ker bo s Kristi z vami delila pomembna duhovna znanja.
prav tako o manifestaciji, o kateri danes govorimo, in o zaščiti, in o regeneraciji, in o kanaliziranju, in ne vem o čem vse. Tako da poglejte si online skupino, ki jo Kristi začenja. Prav tako začenjam jaz malo potem za svojo coaching online skupino, kamor se mi tudi lahko pridružite in bomo delali z vami online preko interneta od doma, tako da ste lahko v naslonjaču doma. Danes je Kristi zaključila svojo prvo online meditacijo in je bila fantastična, ljudje so bili navdušeni, tako da bomo z vami od sedaj naprej tudi na rednih online spletnih meditacijah. To se pravi, vsi tisti, ki ste iz tujine, vsi tisti, ki nimate prevoza in ste daleč doma, boste od zdaj naprej lahko stopili v naš atelje online. Tako da prihajajo novi tečaji, nove delavnice, vse online in seveda tudi v živo, tako kot da sedaj. Tako da vse te novosti si pogledajte na naši spletni strani www.potovanjeduše.si. In ne pozabite, leto 2020 je mogoče intenzivno, ampak je pa noro manifestacijsko pomembno, zaradi tega, ker se v tem letu ustvarja temelj. Tako da tiste stvari, ki boste v tem letu čustveno sprejeli in se jih naučili, bodo lahko celo vašo inkarnacijo postavile. Tako da bodite pametni, postavite močen manifestacijski temelj in se vidimo. To se pravi, pejte na našo spletno stran www.potovanjeduše.si in se vidimo kmalu. Lepo se imejte. Čau.